A je krep papir kakšen poseben papir? Ja, krep papir je drugačen papir kot običajen papir. Lahko je debelejši, lahko je tanjši. Veš, kaj pa je najbolj važno pri tem papirju? Da se ta papir fino raztegne in da se ga da lepo oblikovati. Katere vrste rož pa lahko izdelamo iz krep papirja? Ko si enkrat že malo navajen, ko veš, kako se to dela, pogledaš rožico v naravi, primaš papir, izbereš ustrezno barvo in narediš katerokoli rožico. Lahko narediš mak, plavico, potem če greš na vrt, pogledaš mini nageljčke, narediš mini nageljček. Kaj pa je to pa tista oranžna roža tam? To je lokvan. Poznaš lokvan? Veš, kje lokvan raste? Ja, no, to je pa lilija. Oranžna lilija, lahko narediš tudi belo, roza. Kaj je pri izdelavi rož iz krep papirja najtežje? Najtežje je sigurno, da najdeš prave barve, da barva, ki ustreza določeni roži, da je tudi papir take barve. Druga stvar, ki je, pa da narediš ustrezno velikost. Potem pa še moč rok. Za manjše otroke, tako kot si ti, je mogoče težko z žičko. Mi, ki smo starejše, že navajene, pa lažje žičko zategnemo, močno pritisnemo. A potrebujemo kakšna posebna orodja? Zelo, zelo važno je, da imamo dobre škarje. To je ena najbolj važnih stvari. Potem je dobro, da imamo lepilo. Lepilo je lepilo, ki se uporablja za les pa papir. Potem rabimo razne žičke, pa pripomočke, razne palčke. Recimo, jaz imam danes kvačko, klešče. Kaj bomo pa danes izdelali? Danes vaju bom naučila delati eno tako preprosto, lepo rožico. Delali bomo s pomočjo kvačke, potem pa sem pripravila venčke iz leske in bršljina. Ko bomo naredili rožice, si boste rožice pripeli na ta venček. Danes nam bo pomagala tudi moja vnukinja Neža, ki zelo, zelo rada pomaga. Primete papir, ga takole prepognemo. To je za kvačkati, ne z volno. Drugače pa lahko tudi rožice delate s kvačko. In potem takole primaš. Zdaj delam take utore. Tole bom prestrigla in potem to primeta. Vzamemo lepilo. Lepilo nanesete takole po rožici. Ta rob je obrnem proti vama in začnete takole. Spodaj stiskate. Stiskate, 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 stiskate. Takole. In stisnemo. In je ratala rožica. To rožico bomo z žičko še dovezali. Če bi hotela imeti to v šopku, bi dala tukaj zelen papir. Če s kvačko ne bo šlo, bomo pa poskusili drugo varianto, ki je zelo lahka in delate takole z nohti. Isto nanesete lepilo in popolnoma enako nadaljujete kot pri oni rožici. Zdaj pa vzamete kvačko, s palcem držiš, daj. Ja, se mi zdi, da mi gre. Ja, gre, se ti res gre, bravo. Malo bolj na gosto lahko delaš, da ne bo taki veliki listki. Tako, zdaj pa spet kar v levo, v levo. Tako, ja, prerežeš peterki tudi. Pa bo šlo. Lažje to, a ne, kaj pa s kvačko. Vzamete lepilo, zelo narahlo. Tole poravnata na mizi, tako je v redu, in potem namažete z lepilom. Tukaj čist malo lepila. Takole obračate na noter, takole čist, ima zelo veliko lepila, a ne Kaja? Ja. Bomo malo umazane. In zdaj samo spodaj stiskaš, poskusi. Ja, vidiš, a ne, kako nastaja rožica. Močno, močno stiskate. V levo roko žičko, desno cvet, glejte, takole zavrtite. Močno stisnete in cvetek zacveti. Je šlo? Težko, a ne? Ja. Jaz bom vzela svojo rožico. Tukaj imate žičko. Peter, vidiš? Imaš žičko. In takole primaš in poskusiš z žičko lepo vpeti rožico v venček. In takole lepo stoji. Lahko si izbereš različne, ne? Zakaj ste sploh začeli izdelovati rože iz krep papirja? Zdaj imamo ogromen papirja, ogromen rož, rastlinjake in vse te stvari. Tega pa včasih ni bilo in ko se je kdo poročil, ko je kdo umrl, je bilo pač treba narediti eno okrasje in so lepo delali te rožice iz tega papirja.
A si iz skri papirja lahko izdela tudi kaj drugega kot rože? Živali, oblike, srčki, napisi, grilande, da se obesijo. Tako da se da kar ogromno stvari narediti.